Erik Svetina, čestitke. Verjetno si boste to tekmo zapomnili za celotno življenje. Doseči prvi reprezentančni članski gol ni mačji kašelj. Verjetno bi bilo vse skupaj lepše, če bi bila zmaga, pa vendar, kako ste doživeli tekmo? Ja, hvala za čestitke. Res, da je bil gol na koncu, ker je že tekma odločena, ampak še vsem bi zelo veliko pomeni ta gol, ker dati gol za reprezentanco je res poseben občutek, ker se igra hokej na zelo visokem nivoju. Ampak mislim, da tekma malo so boljši v powerplayu in zaključku in to mislim, da je danes odločil tekmo. Ukrajina, kratko napoved. Ja, jutri bomo pogledali še naše napake in se 100% pripravili na zmago in upamo, da tudi tako bomo na koncu. Luka Mavr, dosegli ste gol v res tistem najbolj pomembnem trenutku, 9 sekund pred koncem prve tretjine za znižanje. Potem je Slovenija poletela drugo tretjino, ampak pravega preobrata pa ni bilo. Kako ste videli tekmo? Ja, mislim, da na začetku smo naredili 2 neumna favla, so pa 2 gola, pa malo tekmo lovili, pa smo pa enega dali na koncu prve tretjine, zelo pomemben gol. Smo dominirali, ampak ni bilo na naši strani, ampak ni šel gol. Ja, Italijani so dobesedno dosegli vse, kar so imeli. Slovenija pa prečka, pa priložnosti, napoved za Ukrajino. Ja, pripravili se bomo, to tekmo pozabili danes, kaj se je danes zgodilo, pa se bomo pripravili z glavo na tekmo, trener je bilo povedali, da je tako naprej, pa bomo redi za Ukrajino, da bomo premagali. Anže Kurat, kapetan, izbran za najboljšega igralca slovenske reprezentance v porazu 4-2. Verjetno to niso najlepša priznanja, takrat, ko se tekma zgubi, pa vendarle, kako ste vi doživeli tekmo? Mislim, da so bili bolj zbrani pri zaključkih. Hitro smo dosegli te 2 powerplay gola, tako da smo pa mogli od zadnji imeli smo priložnosti, nismo dali zadetka, ampak mislim, da smo odigrali eno v redu tekmo, sam tisto pri zaključku res nismo bili zbrani. Lahko rečemo, da je bil ključ poraza ta druga tretjina, gol za priključek 9 sekund pred koncem prve, v drugi pa 10 minut na ledu dobesedno samo Slovenija, 2krat powerplay, potem pa v hitrem protinapadu tretji italijanski gol. Ja, mislim, zmer smo imeli dober momentum, pritiskali, vse, kot sem rekel, ni bilo ta pravega zaključka. Če daš gol, mislim, da je takoj lažje nadaljevati tekmo. Če bi zanačili teh 2 powerplay, mislim, da bi bilo lahko na koncu čez drugačna zgodba. Drugi tekmec Ukrajina, ki je prvi dan po podaljšku premagala to Italijo. Ja, dobro se moram popraviti. Mislim, da bo trenerski štab pripravil par klipov, da nas dobro pripravi. Mi pa moramo doseči te gole, ki so potrebni za zmago. Matjaž Kopitar, prva tekma v tej sezoni, poraz proti Italiji 4-2. Tekma morda zamujenih priložnosti, 5krat igralec več, Italijani 2krat oba dosežena gola, torej te posebne zadolžitve so nekako odločile. Ja, se strinjam. Tudi igralcem sem zdaj povedal takoj po tekmi, ki je bila razlika. Razlika je bila pač v powerplayu in pa v zaključkih. To se pravi, oni, če so dobili šanso, so nam dali gol. Mi smo imeli priložnost veliko in ga pač nismo dali. To je razlika, ampak hokej se igra za gole in treba je biti močnejš, bolj zbran, bolj odločen, da tisto, kar je prigarano, ker moram reči, da so garali, kar je prigarano, da pač pospraviš v gol in potem rezultat ugoden. Zdaj vemo, finale ne more več tu biti za Slovenijo, je pa tekma z Ukrajino, ki je pa to Italijo presenetila v prvi dan. Ja, mislim, če sem čisto iskren, jaz nisem zdaj razmišljal o tem, koliko na televiziji to izračunam, ampak vem, da je jutri nova tekma, Ukrajina sigurno ni slab nasprotnik, ta Italija se je pokazala za čvrstega, tako da, koliko sem že fantom povedal, nekaj bomo spremenili, imamo še igralce, ki niso danes igrali, tako da mi se bomo držali plana, kakršen je naš plan, rezultat pa mora priti, ampak to je pa treba narediti na ledu, priboriti si priložnosti in pa zaključiti. Vemo, 3 tekme, verjetno si želite zadnji dan igrati z eno teh boljših reprezentant, torej zmaga proti Ukrajini, da pride saj tekma Francija-Madžarska.
Zmagati skušamo vsako tekmo, tako da jaz zdaj ne bi, oziroma ne bom na fante pritiskal, s tem moramo zmagati zaradi tega. Mi moramo zmagati vsako tekmo, ker tako se že dalj časa pogovarjamo, kaj bo, kdo bo dajal gole, ko pač nosilcev reprezentantov ne bo. Tako da treba se bo začeti izogibati izgovorov, treba bo začeti igrati z večjo samozavestjo in zaključovati, kako se zagre. No, lepo ste povedali, ampak mi bomo vseeno dejali, da je Slovenija brez nosilcev danes bila, brez tistih, od katerih pričakujemo zadetke. Ja, ampak jaz bi pa, če bi bil na mestu teh fantov tukaj, ki so mladi pa to, ki so neobremenjeni, zakaj ne bi bili oni? In oni morajo tako začeti razmišljati, da bodo oni mogli začeti zabijati in olajšati delo starejšim. Oni bodo že, ampak oni rabijo tudi support.